brigadir bi lahko bil, ker se moramo pogovoriti o vlogi vojaškega zdravstva. Spoštovani gospodje, ki ste tu iz javnega zdravstva in pa posebej lepo in tako pozdravljen med nami spoštovani dr. Eržen, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje. Vi ste danes že imeli priložnost si ogledati te naše nove zmogljivosti, ki niso tako nove, so že dolgo časa v Sloveniji, ampak zdaj to dejansko postajajo zmogljivosti. Namreč mi, ko definiramo ta pojem zmogljivost, mislimo pri tem ne samo na kište, na hardware, ampak mislimo tudi na usposobljeno osebje, na jasen načrt, kako bomo to uporabili v prihodnosti, in pa na sposobnost povezovanja tega novega proizvoda, bomo rekli zaenkrat še v navednicah, torej sposobnost povezovanja tega proizvoda v okviru ali zavezniškega zdravstva oziroma zavezniškega delovanja ali v okviru nekega našega domačega delovanja. Skratka, Mihelc in Goročin sta skrbnika vaje, s Hožičem sva skrbnika naših pogovorov o tem, kam bomo uvrstili vojaško zdravstvo. Namestnik načelnika bo pa skrbel za to, da bo interes vojske napisan na pravem mestu. Dr. Likar bo pa poskrbel za to, da nas zdaj brifira, kje smo in kako bo z nami. Spoštovana gospa ministrica, državni sekretar, spoštovani gostje, ne bom predstavil samo zmogljivost role 2, nemško bom širše vojaško zdravstvo. Impresionirani smo bili nad tako nad opremljenostjo, celovitostjo te instalacije ali pa, kako ste rekli, zmogljivosti, najbolj že tako rečemo, ja. Kot tudi nad zavzetostjo osebja, ki tu deluje. Vidi se, da so to kompetentni ljudje, ki imajo veliko znanje in tudi veliko željo, da poskrbijo, da bo sama dejavnost potekala tako, kot je strokovno tudi primerno in potrebno. Mi pravzaprav smo imeli tudi eno gospod zraven, ki sem jaz prosil, da bo zapisovala naše pripombe in na koncu pravzaprav nima nič dela. Tako da eno samo malenkostno stvar smo potem kar mimo grede že uredili, tako da bomo sicer imeli še en sestanek, kjer bomo tudi preverili, ali je v resnici tako, kot je ta opis dal, vendar že zdaj lahko napovem, da v nekaterih delih je opremljenost tehnološko celo boljša, kot v marsikateri bolnišnici v tej dejavnosti. Kar pa je pomembno ob tem poudariti, pa je, da vsa oprema in vse nič ne pomaga in tudi znanje ne, če ga niso preverili, kako to deluje, tako da so pač ekipa in imajo realne primere. In v tej smeri smo potem tudi skupno ugotovili, da bi bilo primerno, da bi že v naslednjem letu, ko bomo v Sloveniji imeli veliko aktivnosti na področju dograjevanja siceršnjih zmogljivosti zdravstvenih, predvsem urgentnih centrov v 11 bolnišnicah v Sloveniji, pa tudi še nekatere druge adaptacije so predvidene, da bi le skupaj preverili možnost, da bi vsaj v kakšni taki situaciji vključili role 2 kot nadomestno kapaciteto, kjer bi potekala potem ta redna dejavnost. To bi pomenilo eno veliko prednost, tako za tiste, ki sicer bodo delali tukaj noter, kot v tem promocijskem smislu tudi, da ljudje vidijo, kako funkcionira v izrednih razmerah zdravstvo lahko, da ni vse tako, kot je bilo včasih. Eni so vojaški zdravniki, eni so naši pogodbeni rezervisti. Mora za vsega posebej vprašati, kam spada, ker tako pogodbeni rezervisti, skratka deluje zelo kot enotni. To v resnici jaz sem moral potem za vsega posebej vprašati, ker ta zdaj pa zaposlen ali ni, nekaj mi sicer kolega Likar, ko sem ga že naprej povedal, ampak vseeno, tam v bistvu to ne vidiš. To ne vidiš, tako da tu so zelo igrani in ta, vse ste verjetno, ko ste že tukaj videla, vse ste že bila z njimi, mislim, impresivno deluje ta njihova
izvzetost, ne, pa ja, redko srečaš.